Takole, spoštovani ljubitelji kulture, lep prazničen pozdrav iz Mestne galerije Šoštanj, od koder vas danes pozdravljamo z odprtja razstave. Pogled dotika, kot ste iz priloženih vabil in tudi iz zapisanega razbrali. Gre za razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Ljubljana. Kaj naj rečem? Upam, da boste z nami do konca. Verjetno bi si vsi osebno želeli druženja tukaj v teh prostorih naše mestne galerije, ampak tudi ti časi bodo še prišli. Tudi preko spleta boste dobili nekaj vpogleda v razstavljene egipčanske replike in tipne igrače. Prisluhnili boste pesniku Valterju Čučkoviču, ki se bo javil iz Maribora. Lepo pozdravljena, Darinka. Tukaj v domačem Šoštanju bo na kitaro zaigral Nace Sedinšek. Verjetno, oziroma kar gotovo se nam bo v besedi pridružila doktor Aksinja Kermauer, pridružila se bo tudi Ina Suljič. Prebrali bomo tudi voščilo našega šoštanskega župana, gospoda Darka Meniha, ki se danes dogodka ne more udeležiti. Mogoče bo pozdravil dogodek tudi Kajetan Čop, sedaj pa da nedolgovez in z veseljem predajam besedo Dušanu Brešarju, strokovnemu sodelavcu Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, pa tudi pesniku, kakor ga mnogi poznamo. Prav ponosna sem, da je prisluhnil moji pobudi za decembrsko sodelovanje in pravzaprav moram reči, da je naredil Dušan vse, da je danes ta razstava tukaj. Torej, z veseljem predajam besedo Dušanu, da vam predstavi razstavo in tudi mogoče nekaj pove o zvezi. Dušan, izvoli. Dober večer vsem skupaj. Dober večer. Janka. Jaz, ko sem se zdajle zvečer malo sprehajal po Šoštanju, sem rekel super. Po 26 letih sem se vrnil v Šoštanj, kjer sem preživel 10 let svojega ustvarjalnega, mladostnega življenja. 12 let sem delal tamle čez v elektrarni. V tem času sem navezal prijetne stike z Milojko in mi je zelo všeč, da so mi v vseh teh letih odsotnosti sva ohranila pristne odnose in da delava kakšne skupne projekte oziroma da se zastopiva, tako kot se temu reče po domače, in to v teh časih, ko je pač ta prijateljstvo še toliko več pomeni in teh stvari, a ne. No, in nekaj so se pač nekje srečala in so se pogovarjala in sem rekel, jaz pa imam neke stvari, ki jih delamo za slepe in slabovidne, in potem je Milojka rekla, super, dajva se kaj zmeniti, in potem sva se nekako začela dogovarjati, no, in je pač prišlo do tega, da smo združili dve razstavi. Prva razstava je Slepih harfist ali egipčanske replike na odtip. To je razstava, ki smo jo delali skupaj z Novo Akropolo iz Ljubljane. To so replike teh egipčanskih hieroglifov in simbolov, ki smo jih delali kar lahko rečem pol leta ali še več, zato ker smo se lepo tipali, barve smo ugotavljali, katere barve bi bile najboljše oziroma kakšna intenzivnost barv bi bila potrebna zato, da bi lahko slepi oziroma bolj slabovidni pravzaprav videli, kako so izgledale te replike. Lahko rečem, da nam je zelo uspelo
Poleg tega je to tisto, bi rekel, slepi lahko potipajo, zraven vsake te replike je vpis v povečanem tisku in v brajci, tako da si lahko preberejo zadeve in ugotavljajo, in moram priznati, da je to po mnenju slepih in slabovidnih je to točno tisto, kar slepi potrebujejo, da lahko dojamajo neko razstavo. In to je tisto, bi rekel, kar sem se vse od malega želel, ko so mi skozi govorili, da se ne sme gledati s prsti, da moram to gledati z očmi, medtem ko slepim sem pa hvala Bogu omogočil, da lahko to zdaj tipajo. In je to prva tovrstna razstava v Sloveniji, mislim, teh replik, zadev, pač tako kot to naj bi bilo. Tako da, glejte, tisti, ki ste blizu, ali pa če imate kako pot, poiščite Milojko tukaj na občini, pa naj vam odpre, pa pojdite pogledati. Druga razstava, ki smo jo zraven združili, so pa v bistvu tipne igrače. S tipnimi igračami je pa takole, da jaz sem nekje pač na Facebook strani sem zasledil, da so v Kopru v knjižnici odprli razstavo teh tipnih igrač in tako naprej. In glede na to, da sem bil na morju v Portorožu, sem rekel, veš kaj, jaz pa seveda ni moja profesija prvič, kot sem zaposlen na Zvezi slepih, drugič, ker pač skrbim za eno galerijo na Zvezi, pa kulturno življenje med slepimi in slabovidnimi, sem rekel, jaz to moram videti, prvič iz profesionalnih, drugič pa tudi iz osebnih razlogov moram iti pogledati. Žal je tista razstava v Kopru bila tako, da je bila not v vitrinah zaprta in je bila res razstava. In sem potem jaz takoj klical v Aksinijo, ki je pač ki je pač nekako, bi rekel, moja znanka, prijateljica in dela ogromno slepim, in sem rekel, kaj je zdaj to ono tretje, in sem vprašal, če bi lahko to prenesli v Ljubljano, pa je rekel, da se bo zmenila, in potem smo pač v tem smislu se dogovarjali in smo to naredili. In je bila ta razstava v knjižnici kar v bistvu od septembra pa do konca novembra, pač malo nam je korona nagajala, da jo nismo spravili še kam drugam. Tako da zdaj s temi obema razstavami imamo kar velike načrte, imamo zdaj dogovorjeno po novo leto nekje v Grosupljem, pa v Novem mestu, z temi egipčanskimi replikami imamo dogovorjeno v Kopru, pa še se nekaj obeta zadevo tudi v Celju, tako da upam, da bo te zadeve malo ratale, malo potujoče in da bojo šle. Zdaj nakladamo. Zdaj jaz bi dal besedo zdajle Ini, da bo malo povedala, kako je prišlo do teh tipnih igrač. Izvoli, Ina. Lep pozdrav vsem. Jaz bi mogoče malo predstavila za tiste, ki me ne poznajo. Sem Ina Sulič, učiteljica na italijanski osnovni šoli pri Paolo Vergeriju Vecchio. Po poklicu sem magistra zgodnjega učenja in inkluzivne pedagogike. Zdaj do te ideje prišlo na magistrskem študiju, smo lepo sodelovali s profesorico Aksinijo, ki me tudi navdušila za ta svet. Tako da v preteklosti smo že sodelovali v enih projektih in se rekla, zakaj ne, kajti teh igrač vedno primanjkuje. In sem se odločila, da bi ta projekt predstavila tudi mojim sodelavkam v šoli, ker res se moram tudi lepo jim zahvaliti. Odziv je bil zelo lep, veliko nas je bilo, nas je sodelovalo v projektu 15.
Nato smo razširili ta projekt še na pripor Koper, tako da so tudi priporniki izdelovali igrače. Izdelali smo okvirno 120 igrač, velika večina smo jih že podarili Zavodu Iris. Preostanek pa je razstavljen, je bil razstavljen v Kopru, Ljubljani in zdaj tukaj pri vas v Šoštanju. Tako da jaz bi res lepo zahvalila Novo mestno galerijo Šoštanj, ki bo gostila to razstavo igrač, in vse tiste, ki spremljajo prenos danes. Da mogoče, če bi želela še gospa Ksenija povedati 2 besede. Izvoli, Ksenija. Ja, hvala lepa. Jaz se vse lepo pozdravljam, vidim, da so kar neki znani obrazi tukaj. Škoda, da nisem fizično v Šoštanju, ker dobro sodelujemo, ampak sem pa vesela, da kljub koronavirusu se odvijajo kulturni dogodki naprej. Imamo pač druge možnosti. Ta naš Dušan je neumoren in tudi hvala Zavodu za kulturo Šoštanj, da ste to gostili. Seveda hvala tudi Ini, da smo sploh tukaj s temi igračami. Ko ste slišali, je zakurila dobesedno svoje sodelavce s tem, da so izdelovali, poudariti je treba prostovoljno delo je bilo to. Mene so prosili, da jim povem kakšne te teoretične podlage, da bodo vedeli, pa svetovala sem jim, ko so že delali, da ne bi naredili kaj narobe. In to smo se dobivali po pouku z njimi, recimo v Kopru. To je bilo kar veliko truda vloženega, tako da res lepo, ker vemo, da teh igrač primanjkuje in še to je, ker so pač narejene na roke, se hitro uničijo in je treba vedno neke nove igrače izdelovati. Je pa dobra novica, da so potem tudi drugi se ogreli, tako da bomo imeli še projekte in bomo ciljno izdelovali, kar bodo želeli, na primer v vrtcu Centra Iris, kar bodo potrebovali, pa tudi za Cirius Vipava. Tako da, glejte, to je tako, če ti enkrat zakuriš, potem gre to naprej, se širi kot en tak res dober krog. Vedno več je ljudi in vedno več dobimo potem teh pripomočkov za slepe in slabovidne, ki jih res primanjkuje. Tako da še enkrat vsem hvala. Hvala. Walter, a se slišimo? Ja, dober večer. Walter, Darinka, pozdravljeno, Maribor. Upam, da sta v redu. Zdaj, dajta nekaj prebrati. Walter je pesnik, odličen pesnik in je prav, da slišimo tudi njegov glas. Ja, jaz bi takole povedal, jaz sem pripravil 6 aforizmov oziroma sleporizmov, Darinka pa bi prebrala eno mojo, bi rekel, temu zgodnejšo pesem, Faraon se imenuje, ker pač nisem najbolj vešč bralec, rad potem to porinem Darinki, takole, da bi jaz kar z aforizmi začel. Bela palica oziroma slepovod je najkoristnejši pripomoček slepega, če ne štejemo žene in psa. Celo v slepih očeh lahko zapazimo nebeško modrino, čeravno je za njimi pekel. Tipati pomeni spoznavati, spoznati pomeni vedeti. Slepota je minljiva, a praviloma mine hkrati s slepo osebo. Bela palica ne grize mimoidočih, samo lastnika. Ljudem moramo dokazati, da slepi nismo paradoksum, ampak speciosum. Hvala, toliko z moje strani. Super, hvala. Super, če je takšen aplavz. Mislim, da boš mi luč prišla, to bo veliko. Kratko prebrala bom pesem iz prve pesniške zbirke Razcvet slepote, Faraon. V noči večnosti lebdi krepko posut z zlatim prahom, podložen s prozornim mahom časa eliptičnih vijok. Leži v gori trug,
in klesanem žrelu skalnih skladov, pod budno prežo starih gadov, pod uroki izobčenih božanstev. Razleti se čas, hrume vstajenski bobni razodetja. Ne Bog, človek, drami iz okletja nekaj tisočletne more. Razbija skale, dolbe jarke in predore skozi zgodovino, loveč sprhnelo veličino prisilnega postranja faraona. Odprti sarkofagi, uzreš oblastno voljo za poldrugi seženj. Ubog, poviti sveženj z zlato masko zabolščil svet. Ljubljen in preklet nekoč, sedaj razgaljena lupina. A zgode pomni domovina in beleži stara zgodovina. Hvala. Hvala, navdušena nad govornicam. Najprej seveda se zahvalim gospe oziroma magistri Ini Sulič za njen prispevek, seveda z veseljem in ponosni smo, da lahko gostimo to razstavo. Dr. Aksinija Krmauer, midve smo se že tudi spoznale na projektu Lahko branje, tako da sem navdušena, da smo lahko tudi nocoj skupaj. In ko smo že govorili o znanih obrazih, tudi pesnika Walterja poznamo, kaj ne? Gospod Walter, midva smo bila enkrat viteza in muza erotične poezije skupaj v Mariboru. Tako da, hvala. To smo še zdaj. To smo še zdaj. Ja. Hvala za tale čudovit prispevek, tudi iz vajine strani gospa Darinka. Kot smo rekli, tlele v Šoštanju imamo tudi odličnega glasbenika, Nađeta Sredinška, pa bom zdaj usmerila kamero proti njemu, da bo nekaj zaigral. In resnično upam, da se kdaj srečamo v živo v Šoštanju in da bo tale razstava videna in odtipana. Zdaj se bom jaz malo odstranila, da bo Nace v kadru. Takole je bil naš Nace zdajle kratek, za konec nam bo še eno praznično privoščil, tako sva se dogovorila. Ja, nič, jaz bi nekako opravičila župana, ki se res ni mogel udeležiti te razstave, pa vsekakor spremlja naše delo tule v Mestni galeriji in tudi pozna, da decembra vedno naredimo razstavo, ki se nas, tako kot je župan lepo zapisal, dotakne v srcih in v mislih. Ampak da preberem, občina Šoštanj s finančno in organizacijsko spodbudo pomaga boljšemu delovanju vseh društev v občini in tudi širše. Tako neposredno skrbimo za izvajanje njihovih programov in uresničevanje skupnih ciljev. Prav Zavod za kulturo pa je eden izmed pomembnih členov, da se moramo malo pohvaliti, pri povezovanju in predstavljanju društev in posameznikov. Tokrat so našli pot, kako nadaljavo organizirati današnji dogodek. Vsako leto v mesecu decembru v Mestni galeriji postavijo razstavo, ki še močneje vpliva na vse naše čute. Spoštovani člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, veseli me, da ste v teh neprijetnih časih, ko smo zaradi zdravstvenih omejitev doma, našli pot v naša srca in misli. Hvala vam, hvala Dušan.
ker si tukaj kot predstavnik v živo. Hvala res vsem. In pa ker je naš župan vedno tako malo tudi, pozna se mu, da je pedagog, rad doda kakšno misel, tokrat je dodal eno zelo lepo. Kako čista je pot sonca. Nobene sledi za njim in ne strahu pred njim. Vsem enako se razdaja. Drobni bilki, hrastu, gori, morju, reki, živali in človeku. Za vse enako si je. Kdaj bo človek žarek in ne tiran človeku? To je zapisal Rudi Kerševan. Vsem pa vošči vesele praznike župan občine Šoštanj, gospod Darko Menih. Pridružil se nam je tudi Kajetan Čop, direktor Zavoda za kulturo, pa bom še njemu dala besedo. Hvala. Se vidimo? Sem da vklopim diktafon. Jaz bi rad vse pozdravil, veseli me, da smo se danes dobili tukaj. Ko gledam tole razstavo, sploh tale del s temi... Reprikami verjetno. Ja, egipčanskimi. V bistvu sem se spomnil, lansko leto sem bil v eni največjih galerij na Češkem in tam imajo, tam je normalno, da ko imajo razstavo slik, da še naredijo repliko za slepe, se pravi, ne samo ni opis, ampak je v bistvu slika, ki je naslikana, je predstavljena reliefno, tako da lahko z dotikom občutijo približno, kakšne oblike je. Plus, da je še opis, naslov in tudi pisana barvno. Veseli me, da smo zdaj lahko tudi mi del tega in bilo bi čudovito, če bi to lahko postala praksa pri večini razstav. Najlepša hvala. Hvala tebi. Tako je, če bi to postalo. Ampak vedno so poti, vedno je upanje in če hodimo po tej poti, potem gotovo pridemo tudi do tega cilja. Dušan, kar pridruži se mi nazaj, ker bom tudi tebi dala še konec besede oziroma zaključno besedo. Iz moje strani takole, razstava bo odprta cel januar, tako sva se dogovorila z Dušano, ker resnično upamo, da se bodo ukrepi tako zrahljali, da bodo galerije odprte, ne nazadnje potrebujemo kulturo, potrebujemo tak prostor, potrebujemo druženje v takih stvarih, kot so razstave. Kot je Dušan rekel, in ker me poznajo tukaj v Šoštanju in ker poznajo delovanje našega Zavoda za kulturo, da vedno pridemo naproti ljudem, kar je tudi naše poslanstvo, pokličite me, poiščite me, z veseljem odpremo prostore galerije tudi med prazniki, ker bomo doma in bomo veseli, če bo kdo prišel pogledati to razstavo, ker je resnično nekaj izjemnega. In še enkrat hvala Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in tebi, Dušan, da si nam prisluhnil. Eno misel še mi dovolite, preden še Dušan zaključi in preden bo še Nace zaigral eno tako praznično. Ob novem letu si tradicionalno voščimo zdravja, sreče, ljubezni, obilja, uspeha. Najbrž je letos, celo leto in tudi zdaj večina od nas postavila na prvo mesto zdravje. Brez njega je vsakemu vse drugo nepomembno, tako čutim jaz, tako verjetno čuti večina. Ampak ker ima vsak človek kakšne svoje osebne, male želje in pričakovanja, vam vsem skupaj želim, da se vam uresničijo tudi te male osebne želje, ki nas osrečujejo. Kajti mislim, da vemo, samo srečen človek je povsem zdrav človek. Hvala lepa vam za pozornost in upajmo, da se vidimo v živo. Dušan? Mislim, po teh besedah jaz nimam kaj povedati. To, kar si povedala, so tudi moje misli. Hvala ti, Milojka, da si nam omogočila. Jaz upam, da bomo še kaj sodelovali. Tako da, dragi moji, jaz sem vesel, da ste prišli, da ste tukaj bili z nama, z Milojko, z Nacetom, z Valterjem.
z Ino, Aksinijo, s Petrom, s Kajetanom, skratka, hvala. Pa, Nace. Še eno dejanje vas čaka, običajno je tako, da pol po otvoritvi si gremo ogledati, zdaj pač, ker vi ne morete zdaj sem priti, bom jaz zdaj tale laptop malo po tej lepi galeriji naredil en sprehod s tem laptopom, pa toliko, da boste videli, kako to zgleda, a ne, da zdaj bo samo to, da miško odklopim in gremo malo naokrog, zdaj upam, da bom videl, ker mi šel kontra, da bomo videli. Evo, se vidi, a ne? Pa gremo takole malo po prostoru. Se vidi, ne? Ja, jaz vidim. No, evo, takole je. Prsti do znanja. Zdaj teh igrač mogoče ni vseh, bomo še dodali ali pa še tako, da če bo še, a ne. Evo, to so replike. Se vidi, ne, zdaj, če da dobite občutek, kako to zgleda, ne. Evo, naša gostiteljica Milojka v prvem planu in njen legendarni nasmeh. Evo, takole. No, evo, tako približno to zgleda. Jaz vam želim, da pridete sem, da pogledate, če ne se pa kje tudi v Ljubljani vidimo, a ne. Skratka, evo, to je moja zaključna beseda. Se vidimo. Hvala, adijo. Adijo.
Adijo vsem, srečno. Srečno. Srečno vsem. Srečno. Dio. Adijo.